Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, lep pozdrav. Smo v Dobrovniku, v občini, ki seveda je tudi dvojezična, in na povabilo župana, gospoda Kardinarja, smo se danes odzvali in prišli malce v goste. Vedno smo tukaj dobro sprejeti, gostoljubno. In Marjan, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni in seveda vsem pozdrav tistim, ki v tem trenutku seveda spremljate oddajo, in tisti, ki boste pozneje spremljali oziroma še zavrteli nazaj, da boste seveda poslušali ali pa videli, kaj se bova danes pogovarjala. Takole v oddaji Župan za vas vedno malce posežemo v kratko preteklost, se pravi, od takrat, ko nismo bili tukaj pri vas, se pogovarjali, kaj se je zgodilo. Jasno, da gredo vse po nekih proračunskih usmeritvah, tudi investicije, ki jih izvajate še, pa morda kaj je bilo tam od spomladi do jeseni sedaj postorjenega v vaši občini. Zdaj, zanimivo je, da vedno sprašujete, oziroma tako javnost kot mediji, kaj se dogaja, koliko kilometrov, koliko metrov, koliko prostorov. Ampak na nek način je to merilo in tudi seveda smisel samostojnih malih občin, da si nekaj postorimo več, kot bi si, če bi bili recimo v neki večji občini. Seveda mogoče pozneje o tem, kako se jaz mislim o majhnih, velikih občinah in o čem drugem še, torej o lokalni politiki. Sigurno pa nekako občina, ki je dvojezična, resnično obmejna, nekako bomo rekli manjša občina med občinami v Sloveniji, vendar vseeno jaz vedno pravim, da smo vzeli svojo usodo v svoje roke in da smo odgovorni in da seveda z to pozitivno naravnanostjo želimo seveda doseči mogoče marsikaj tistega, kar v nekaterih drugih okoljih niti ne razmišljajo, ampak to ne govorim v smislu tega, da ne bi, ampak mogoče niti možnosti nimajo. Seveda, mi smo vse tisto, kar smo ugotovili že nekako pred 24 leti, je treba reči, da je bila takrat ustanovljena občina, torej en mandat pozneje, kot je se začela lokalna skupnost, lokalna politika v Sloveniji razvijati. Torej so občine, ki so pač en mandat že prej nastale, mi smo nastali en mandat pozneje, ampak kljub temu seveda moram povedati, da smo lahko srečni, zadovoljni s tem, kar smo naredili. In če bomo rekla tako kronološko, kaj je tistega, kar v tem trenutku se dogaja v naši občini, da bomo rekla takoj na začetku, kaj je aktualnega, končujemo projekte iz dogovora regij. Mi smo seveda se odločili takrat, bomo rekli celo nekaj 6-7 let nazaj, da je treba prometno varnost zagotoviti tako občankam kot tistim, ki prihajajo, saj smo seveda zelo obiskana občina in potem je prometna varnost na prvem mestu. In smo nekaj proti koncu urejanja vseh javnih poti, tako cest kot kolesark, pločnikov, seveda še je nekaj ostalo za naprej, vendar v tem trenutku zaključujemo projekt kmetijsko-poslovne cone, torej cesta, ki je utrjena, ki bo seveda pomagala vstop in izstop v kmetijsko-poslovno cono, predvsem težkemu tovoru, težkim tovornjakom in seveda posebnim prevozom, tudi seveda kmetijski težki mehanizaciji, in saj tudi imamo kmetijsko-poslovno cono, tako naslov. Potem seveda skupaj z to cesto bodo tudi poskrbljeno za pešce, za kolesarje in seveda torej kolesarka v sklopu vseh 4 občin. To je zanimivo, da smo se odločili in to je pozitivno seveda, da po velikem projektu pomurskega vodovoda, potem projektu Dolenjska kanalizacija, sedaj veliko občin stopa skupaj in prometno varnost rešuje več občin skupaj, tako smo občine Lendava, Turnišče, Dobrovnik in Koblje stopili skupaj in seveda rešujemo dejansko prometno varnost tako za pešce kot kolesarje na celotnem tem območju, na območju teh cest. So tu občinske ceste in tudi državne ceste in tako zaključujemo del cest Dobrovnik-Turnišče in seveda takoj začnemo v jeseni, pozno v jeseni že z urejanjem kolesarske steze od Dobrovnika proti Koblju. Potem je nekaj manjših odsekov tako v samih naseljih kot seveda proti Bukovniškemu jezeru. Želeli smo seveda, da uredimo, obnovimo
okolico Bukovniškega jezera skupaj z postališčem za avtodome. Potem želeli smo seveda, da poskušamo začeti z urejanjem tretje oziroma že četrte faze kulturnega doma v Dobrovniku in to nam seveda sedaj uspeva, torej nekako v tem času se bo začel izbirati izvajalec, tako da bomo uredili notranjost kulturne dvorane z sedeži in z samim odrom, kar je bilo potrebno in seveda kompletno z vsemi inštalacijami, ki jih je potrebno obnoviti tudi zaradi požarne varnosti. No, nenazadnje smo nekaj opreme nabavili tudi v smislu zaščite reševanja, torej za gasilce in civilno zaščito. In radi bi seveda v nadaljevanju resnično, da se formira, torej ta projekt se začne sedaj pripravljati, območje Bukovniškega jezera, vključno seveda tudi z urejanjem samega jezera in okolice in v nadaljevanju seveda ceste, dostopnost do Bukovniškega jezera in mislim, da je v tem trenutku to zelo pomembno poudariti tudi, da razmišljamo še o gospodarskih projektih, torej privabljamo nove ideje, nove poslovne partnere in če nam uspe, potem seveda smo v naslednjem letu lahko zadovoljni tudi na tem področju. Da poudarim, gre za kmetijske projekte, mi seveda kot občina, ki se pretežno bavi s kmetijstvom, želimo to nadaljevati, to pa pomeni, da želimo seveda ohraniti tendenco oskrbe z hrano in koliko nam seveda potem to uspe, smo seveda tudi tem zadovoljni. Na strani dobimo hrano, na drugi strani pa dobimo nova delovna mesta. Marjan, vprašanje, ki ga redko kdaj postavim ali pa sploh ne kot župan. Kaj ena značilnost ali pa tipičnost, ki občino Dobrovnik loči ali pa razlikuje od ostalih pomurskih občin, podobno velikih? Kaj bi bilo tisto, kar bi vi poudarili, kaj Dobrovnik postavlja na pedestal, recimo v neki branži ali pa v neki tipičnosti? Prvo, sigurno prijazni ljudje, na osnovi tega seveda potem pa lahko rečemo, da je to Bukovniško jezero in seveda program proizvodnje orhidej. Potem sigurno, kakorkoli bo to nekdo razumel drugače, ampak ker smo dvojezična občina, je ta multikulti povezava zelo pomembna, torej sožitje med Slovenci, Madžari, Romi pa ostalimi. In mislim, da je to in pa tudi smelost v vseh projektih, da vztrajamo. Torej tukaj pa je verjetno, da ne odnehamo, dokler seveda ne dosežemo cilja, ki si ga želimo doseči. Seveda vse gledamo v prihodnost. Trend malih občin je zadržati prebivalstvo tukaj, mlade predvsem, še privabiti koga, ne nazadnje, nismo daleč z povezavami, sedaj cestnimi, z avtocesto. Kaj narediti v prihodnje, mogoče na stanovanjski politiki ali čemerkoli drugem, da bi mladi ostali v občini, da bi se tudi demografska slika, ki je za Prekmurje pač takšna, kot je, izboljšala? Mislim, da smo se o tem že pogovarjali v preteklosti večkrat. Res je, in to je treba poudariti, da v majhnih občinah to ne gre tako hitro. Sigurno smo od samega začetka, nam je cilj v bistvu obdržati število prebivalcev ali pa ga vsaj povečati. Mislim, da je to cilj vsakše občine ali pa vsakšega kraja. Ne? In če na koncu rečem tudi celotne države Slovenije, to je zelo pomembno, no, da ohranjamo nekako to stabilnost tudi v tem evropskem prostoru, je to pomembno, tudi v tem času je zelo pomembno. No, na drugi strani pa, kar se tiče same občine, ja, če sva prej govorila o razvoju gospodarstva, z njim povezano seveda kmetijstvo, turizem, je pa zelo pomembno seveda potem ta pristop k ohranjanju demografije. Pomeni, da želimo seveda ohraniti število prebivalcev, da želimo jim dati primeren standard na vse načine in prvi način sigurno je, to je tolikokrat že ponovljeno, ampak bom še enkrat ponovil, torej, da imamo kanalizacijo, vodovod, torej optiko, dostopnost v svet, potem, da imamo ceste urejene, to je neki osnovni standard.
No, drugi standard je pa tisti, da omogočamo seveda možnost gradnje tako samostojnih objektov stanovanjskih, kot seveda tudi v tem trenutku smo, zdaj pa mislim, da je že ta trenutek, da lahko rečem, da bomo na spomlad gradili novi stanovanjski objekt, torej z 16 stanovanji, plus dodatno, tako da bo 20 novih stanovanj, torej 20 novih priložnosti za mlade družine in seveda ponovno se pogovarjamo o možnosti doma starejših, vendar seveda v bivalnih enotah, ki so zdaj malo manjšega števila, torej prej je bilo rečeno 60 postelj, danes se pogovarjamo o paketu 48 oziroma 24. Konec koncev je pomembno tudi ta del, se pravi, da skrbimo za mlade, istočasno pa tudi odgovorno nekako za starejše občane. Tisti, ki želijo seveda ta del življenja nekako preživeti ob koncu doma, v svojem okolju, in mislim, da smo tudi naslednje leto pred tem, da bi se to tudi zgodilo. Je pa res, kot že sem prej rekel, da je to v manjšem okoljih malo težje. No, tukaj bi še seveda poudaril, da se ponovno pogovarjamo o ponudbi, torej trgovski delu. Govorim seveda o podjetju Mercator, ali se bo širil, ali bomo pa mogoče celo koga pripeljali kot konkurenco, tako da bodo seveda se malo zbudili. Torej gre seveda za zelo pomembno ponudbo, saj če bomo seveda delali na tem, da bo več ljudi, da bo več dela, potem bo tudi potreba po trgovini večja, istočasno potem tudi po kmetijski trgovini. Tudi tukaj se pogovarjamo resno o trgovskem centru, torej da bi nekako imeli vso ponudbo, ki jo naši občani želijo res Dubrovniku. Je en širši krog, seveda, ki nekako pade v okolje občine Dubrovnik ali pa tudi širše, tudi čez mejo. Na Madžarsko imamo seveda ljudi, ki prihajajo, ki jim je bliže, torej Bödehaza je bliže sem kot pa v Redič oziroma v Velenti in je seveda to treba tudi računati. No, drugo, kar je pomembno poudariti, je pa ta socialni del, ne? Se pravi, društveni del, šola, vrtec. Jaz moram povedati, da razmišljamo v tem trenutku o širitvi vrtca, torej še enega oddelka, ki že sedaj je prepoln, in če bi vsi otroci oziroma starši, ki sedaj imajo pa otroke v drugih vrtcih izven občine, da bi seveda te otroke imeli v našem vrtcu, bi že sedaj morali širiti za en oddelek, s tem pa posledično seveda tudi potem šolo, spet za 2-3 razrede, kar nas veseli, ker bomo seveda v nadaljevanju tudi obnavljali telovadnico. Zdaj širili jo ne bomo, bomo pa seveda tako, kot smo naredili center za zaščito in reševanje, naredili center vzgoje, športa, izobraževanja in rekreacije, torej nekako točko, v kateri se bo to vse združilo. Še korak bliže pa smo temu, da je v tem trenutku razpis za pridobivanje dobrih idej centra Dubrovnika, torej stičišča, ker bi seveda naredili kot center, ki sedaj manjka. Sicer so centri, če lahko tako rečem, to je središče kot občina, kot šola, vendar samo kot cerkev, vendar samo središče. Začutili smo, da to rabimo, in v tem trenutku je razpis. No, naslednji razpis je tudi za pridobivanje izvajalca za urejanje pokopališč in želimo to seveda tudi po dolgem času pristopiti k urejanju pokopališča, kajti sami vemo, da je delno tudi urejeno pokopališče odraz urejenosti, pa tudi odnosa do ljudi v tistem kraju. Navezujoč se na tiste besede, kaj bi izdvajalo, rekli ste prvo, dobrosrčnost ljudi, odkritosrčnost, gostoljubnost, pregovorno, že praktično, gre za seveda lokalno okolje, kjer je družabno življenje na višku, toliko prireditev, kot jih imate, in to kvalitetnih prireditev, ne prireditev zaradi prireditve same kot takšne, da se, kaj jaz vem, društva dobijo
tisti denar od občine sofinancira, ampak res kvalitetno, da lahko pravzaprav vsak, ki tudi pride od drugod, podživi delček vaše občine veliko. Torej, družabno življenje, društveno življenje, kulturnih, športnih društev, tukaj verjetno ste lahko tudi ponosni in zadovoljni. Sigurno. Zdaj, vsak človek ima svoj del življenja, ki ga dela zaradi tega, da živi, da preživi. En del svojega življenja, ali je to privat, hobi, kakorkoli, je pa sigurno, predvsem na podeželju, ta društveni del in sigurno je na podeželju še več stika med ljudmi, med sosedi, pomoči in ta društveni del prostovoljstva je zelo pomemben. Namreč, jaz si sploh ne predstavljam kot občino, da ne bi društva, ki sedaj jih imamo, mislim, da imamo v tem trenutku 22 društev, torej govoriva o 1350 prebivalci in o 22 društvih. To pomeni, da so nekatere vsaj 2-3 društvih člani in to aktivni člani in jaz ne bi nobenega društva izpostavljal, vendar bi resnično pohvalil in se zahvalil vsem, ker kakorkoli gledano, dragi moji, brez vas in vaše prostovoljne pomoči ne bi tudi občina Dobrovnik morala delovati tudi z temi projekti. Torej, hvala lepa, iskreno. No, da pa mogoče samo pomislek oziroma bojazen. Ta odnos prostovoljstva pa nekako cena, kako cenimo to prostovoljstvo, se čuti, da ni več tako, kot je bilo nekoč. In bo treba seveda narediti neki korak, ne vem, kamorkoli, samo da bomo ohranili ta odnos prostovoljstva, da bomo to cenili in da bomo recimo ne samo, da vse, kar narediš, je treba plačati, ampak da bomo nekaj samega sebe dali za to ožjo skupnost, kar je potrebno. Če se spomniva tistega reka, ne, ko je, mislim, da Kennedy vprašal, torej pač povedal, torej ne tisto, kar Amerika naredi za tebe, ampak kaj si ti naredil za Ameriko. Torej ta rek drži 100% in mislim, da to, kar sva sedaj rekla, še zelo pomembno in lahko rečem v tem trenutku resnično, da smo ponosni na vsa društva in iz tega se rodi pa potem tudi del zdravega načina življenja. Ker društva na nek način, zdaj nekateri pravijo, društva so samo zato, da ne vem, imajo pač neka družabna srečanja, jaz pa mislim, da je druženje v društvih nekaj več. In da glede na programe in vsebino, ki jih ta društva točno imajo, da imamo res velike, kvalitetne prireditve, ki so nekoč nastale tako bolj iz ideje. Danes lahko govorimo resnično o društvih, recimo začnemo z samimi pohodi, to so neki način življenja. Potem v velikonočnih praznikih pisanice, torej remenke, ki so daleč po svetu znane in mislim, da smo Dobrovnik prvi, ki smo to razstavo začeli in potem takoj nadaljevanju dneve turizma, enako z vidovim proščenjem in potem vinogradniške igre, ki so mednarodnega značaja, ki so konference, izobraževanja in potem proti koncu seveda martinovanje, ki je neka zanimiva zadeva ohranjanja odnosa do vinogradništva, spoštovanja do žlahtne kapljice in potem seveda še vse manjše prireditve, ki so znotraj vseh teh velikih prireditev, če govorimo o prireditvah. No, moram pa se pohvaliti, evo, zdaj smo imeli 130-letnico gasilstva, drugo leto imamo 90, torej Dobrovnikov, drugo leto v Žitkovcih 90, torej tudi ta del lahko rečemo, da je pomemben in so kakorkoli gledano nekoč, pa tudi danes neka gonilna sila tistega dela, kjer res lahko rečemo, da je gasilec, pravi gasilec, neki domoljub za svoj rojstni kraj oziroma tam, kjer živi. Pa, kakorkoli rečeno, majhna občina, vendar se lahko pohvalimo z športom, z aktivnim športnim delom, torej veliko športnih prireditev. Nenazadnje smo sedaj, lahko se pohvalimo, v prvi Pomurski ligi. Veliko smo naredili za nogometaše, tako igrišča v Dobrovniku kot v Strelcih. Potem so strelke, strelci, ki so državni prvaki, torej to je zelo pomembno poudariti. No, na tretjem mestu bi lahko rekel, da so kolesarji, imamo
Evropsko prvenstvo, imamo kolesarske maratone, pa tudi drugače. Prej smo govorili o investicijah, tudi z namenom delamo seveda kolesarske steze, da imamo to prometno varnost zagotovljeno tako za domačine, kot seveda za učence in pa tudi seveda za turiste. In nenazadnje posamezne športe, kjer še vedno dosegamo vrhunske rezultate, pa nenazadnje tudi veliko je takih športov ali pa aktivnosti, kjer naši občani sodelujejo ali kot aktivni člani reprezentance, tudi slovenske reprezentance, in dosegamo seveda izjemne rezultate. Torej, vse to nekako nas bogati, in če zaključim z tem društvenim športnim delom, je pa kultura seveda tista, ki jo ne smemo pozabiti. Konec koncev imamo lep kulturni dom, imamo 2 vaška domova, in mislim, da je kultura in ta kulturni del življenja, odnos do kulture v naši občini na pozitivnem nivoju, če lahko tako rečem, in se veliko prireditev seveda tudi dogaja in se še bo v prihodnosti. Tudi zahvaljujoč tako umetnikom, kot seveda vsem tistim, ki prihajajo potem in cenijo seveda te prireditve in pridejo in obiščajo te prireditve. So spoštljivost, bi rekli, ne? In vse to, kar ste povedali, žlahtni. Jaz bom vzel besedo žlahtni, ker dobesedno žlahtni življenje v občini. Morda za konec, kaj pa župan Marjan Kardinar počne v prostem času? Ja, dobro vprašanje, koliko še tega ostane, ne? No, to nisem omenil. Sigurno pa zdaj po 24 letih, sigurno, če se ozreva nazaj, lahko rečem, da je veliko mojega časa, življenja, idej in vsega tega bilo posvečeno naši občini, razvoju in vsemu temu, kar sliši na ime dvojezična občina Dubrovnik. Sigurno tudi delno v pokrajino, jaz sem jasno in glasno borec za pokrajino Pomurje in tudi seveda za regionalizacijo, in da smo na državnem nivoju, torej občine, partner. In še enkrat poudarjam, partner, ne pa da bi kakšnokoli drugo obliko seveda imeli, torej med državo in občinami, zato seveda tudi pokrajine je pomembno to poudariti tudi v tem najinem pogovoru. Drugače pa, bomo rekel malo v šali ali pa zares, sem sicer Prlek, ampak še vseeno tukaj v Dubrovniku imamo zelo dobro žlahtno kapljico, torej imamo še vinograd, imamo nekaj še torej njiv, ampak to čist bolj za hobi. Rad pa glede na tudi zdravstveno stanje sem v naravi, torej vsak dan, ker mi to nekako tudi pogojuje, da sem nekako v kondiciji. Mogoče pa tudi zaradi tega dajem drugim, ko me vidijo, ne, da ne počivam tako brez veze, ne, ampak da tudi aktivno sem ali na kolesu ali pa peš. Pa, če bomo rekla na koncu, seveda še vedno nekako vztrajam v odnosu do zemlje, tudi pri tekmovanju v oranju. Mogoče mimo grede prvo medaljo, in to brunasto medaljo smo letos osvojili na Irskem, to je tik sedaj, torej en teden nazaj. No in drugo, kar bi še rad poudaril, ker sem predsednik Turističnega društva Dubrovnik in mene veseli strašno, da je tako občina kot Zavod za turizem, ki je nekako naslednik vseh turističnih zgodb, ki smo jih začeli, da je Zavod za turizem izjemno seveda razumel to možnost, priložnost in izziv. Tukaj seveda sedaj kot društvo delujemo bolj v teh prireditvah in jaz bi rekel takole, nekako sem aktiven, dokler imam voljo, čas, pa zdravje, pa tudi rad spodbujam vse ostale. No, sigurno pa je na koncu še vseeno veliko časa tudi za družino, ki upam, da nas bo počasi več, ampak mogoče kdaj drugič. Bi pa rad povedal to, da je to zelo pomembno, seveda, da ohranjaš neko kontakt z človekom, sočlovekom, z tistimi, ki sobivaš, pa tudi okolju, kjer bivaš. To je zelo pomembno poudariti in to bi nekako polagal vsem, spoštovane in spoštovani, torej razumimo se med sabo, spoštujmo se, poskušajmo tolerirati, vendar biti odgovorni in biti dosledni
seveda do vsega tega, kar je dobrega, kar je seveda v pozitivnem smislu za usodo, ki prihaja, torej za prihodnost. Ne oziraje se, kaj se dogaja ali v Ukrajini ali kjerkoli, pomembni smo mi tukaj, zdaj in v tem trenutku. Hvala za povabilo danes v oddajo Župan za vas, cenjene gledalke in gledalci. To je bil pogovor z županom Marjanom Kardinarom, županom občine Dobrovnik. Upam, da ste zopet izvedeli kaj zanimivega, predvsem pa morda takole v zakulisju povabilo, da obiščete to občino, če še niste bili pri njih in boste podoživeli utrip te majhne dvojezične občine. Do prihodnjič in do prihodnje oddaje vam želim vse dobro in srečno.